V letošnjem aprilu bo minilo točno 25 let, odkar je bila ustanovljena skupina Triglavski zvonovi in svoj slavnostni koncert prirejajo v Prosvetnem Aljaževem domu na Dovjem. In z nami je Barbara Branc, ki poje pri njih že od vsega začetka. Barbara, lepo pozdravljena. Dober dan. Kam segajo začetki Triglavskih zvonovov? Kako se spominjaš teh začetkov? Ja, začetki Triglavskih zvonov, če lahko majhen v hecu rečem, segajo v Gombočevo dnevno sobo. Tam smo se pevci pred 25 leti prvič dobili, in sicer na pobudo takratnega gospoda župnika Franceta Urbanije, ki je Leono in Marcela nekako spodbudil, da oblikujeta glasbeno skupino. Tako da mi smo v bistvu začeli res v njuni dnevni sobi. Prve nastope oziroma prva javna pojavljanja smo imeli v cerkvi na Dovjem in v Mojstrani. Začetki so bili zelo taki, bom rekla, zelo simpatični, zelo imamo lepe spomine na tiste čase. Res smo začeli z enim takim entuziazmom, res zagnanostjo, tako da bom rekla, nas je to pol ta nekako mogoče tudi nostalgija nekako navdihovala tudi za vseh teh 25 let, ki jih imamo za sabo. In kakšna je bila glasbena skupina v začetku in kakšna je danes? Glasbena skupina v začetku je res, bom rekla, mogoče že od začetka smo nekako, bom rekla, dosti tako mešani. Se pravi, mi smo bili takrat stari 15 let, recimo najstarejši pa nekje okoli 30, tako da smo bili res nekako, bom rekla, med mlajšimi zasedbami. Zasedba se je mogoče starostno majhen, bom rekla, še vseeno dozorela vsa ta leta v teh 25 letih, ampak še vseeno, bom rekla, skupina glede na zvrst, še vseeno nekako najrajši posegamo po teh, bom rekla, mladinskih, zabavnih, veselih pesmih. Tako da to nam je res še vseeno ostala najljubša zvrst. Čigavo taktirko pa ste vadili vaši Triglavski zvonovi? Triglavski zvonovi smo dolga leta, se pravi, vadili pod taktirko Leone Gomboc, se pravi od samega začetka do mislim, da prvih 12 let. Potem je taktirko prevzela gospa Metka Gregorič in v bistvu ona je še danes naša zborovodja, z izjemo pač enega leta, ko nas je, ko bom rekla, nekako nadomeščala gospa Eva Mori. Tako da skupina zaenkrat, se pravi, ponovno pač pod taktirko Metke Gregorič. In skupina Triglavski zvonovi je vsa leta žela uspehe. Bili pa ste celo pri papežu v Vatikanu. Tako je, ja. Eden najvidnejših nastopov skupine je nastop pri zaslužnem papežu Benediktu v Vatikanu. Tam smo izvedli tudi koncert v Domu Slovenik pred kardinalom Rodetom in pa nekako, bom rekla, to zasedbo slovenskih predstavnikov v Vatikanu. Drugi večji nastopi so vsekakor nastopi na regijskih tekmovanjih pevskih zborov, kjer beležimo 2 lepi uvrstitvi, in sicer srebrno in bronasto priznanje. Sicer pa skupina, bom rekla, se res z veseljem odzove tudi kakšni taki, bom rekla, lokalni prireditvi, od sodelovanja na raznih planinskih prireditvah, obletnicah in tako naprej. To nam je, bom rekla, še vseeno najljubše. Zapojemo pa tudi na kakšnih zasebnih praznovanjih, rojstnih dnevih, porokah in tako naprej. In kako ste se pripravljali na slavnostni koncert, ki ste ga imeli v Prosvetnem Aljaževem domu na Dovjem?
Ja, priprave so bile precej zahtevne, sploh zaradi, bom rekla, vseh teh negotovih časov. Marsikaj je bilo potrebno zaradi bolezni odložiti, podaljšati, in nekako določene vaje so bile tudi na podlagi posnetkov. Se nismo, bom rekla, za vsako vajo dobili v živo. Posebnost je v tem, da smo v bistvu na tem koncertu zbrali k sodelovanju, povabili tudi nekdanje pevce. Tako da, bom rekla, je bila zasedba na odru res veličastna in je bil v bistvu koncert res tako, da je nekako se je naredil pregled 25 let delovanja, in je nekako, bom rekla, bilo za vse zabavno. In kakšni so vaši nadaljnji načrti, vaše skupine Triglavski zvonovi? Vabite k sodelovanju mlajše? Vsekakor. Novi člani so zelo dobrodošli. Skupina trenutno deluje v nekoliko manjši zasedbi, nekoliko okrnjeni zasedbi. K sodelovanju vabimo tudi, se pravi, nove pevce, pa tudi, bom rekla, če je kakšen zainteresiran zborovodja, vsekakor dobrodošel, da nas pocuka za rokav oziroma da se nam pridruži na odru in na vajah. Najlepša hvala za tale pogovor, še enkrat iskrene čestitke vsem skupaj in pa seveda naj vaš glas še dolgo seže tukaj okrog in še naprej. Najlepša hvala.